V Bitenčevi dvorani Blejskega gradu se je čas ustavil. Razstava Utrip Bleda skozi razglednice obiskovalcem ponuja edinstven vpogled v preteklost Bleda in njegove okolice. Več kot 100 razglednic razkriva, kako so se skozi desetletja spreminjali življenje, turizem, arhitektura in šport. Podobe govorijo zgodbe o času, ko je bil Bled drugačen, a vedno zanimiv. Del gradiva, ki prihaja iz javne zbirke Knjižnica Blaža Komardeja, Bled in zasebnih zbirk zbirateljev, je na razstavi, ki jo je oblikovala Andreja Završnik iz Zavoda za kulturo Bled, prvič predstavljen javnosti. Ja, zdaj imamo v Blejski knjižnici približno tam okrog 1200 razglednic, ki smo jih pridobili v zadnjih 3 do 4 letih. Jo dopolnjujemo vsako leto nekaj, ampak največ je bilo pa pridobljenega leta 2022, ki smo odkupili del zbirke pokojnega doktorja Ivana Turka, nekaj pa tudi od posameznikov dopolnjujemo posamezne podobe. Ja. V Blejski knjižnici se zadnja leta sistematično ukvarjajo z domoznansko dejavnostjo, kamor sodi tudi digitalizirana zbirka starih razglednic. Tudi z domoznansko dejavnostjo se v knjižnici ukvarjamo zadnje leta bolj sistematično. To je pomembno z vidika ohranjanja same kulturne dediščine, lahko štejemo že razglednice zraven in pa kot informacijski vir. Mi katalogiziramo članke tudi z dnevnih časopisov, načrtno zbiramo knjige, tudi nekaj že v digitalni obliki, zato tudi namen digitalizacije razglednic je bil, da bodo dostopne širši javnosti, da bo lahko vsak dejansko iz domačega naslovnjača to pogledal. Sicer to zaenkrat še ni možno, ampak jaz upam, da v bližnji prihodnosti se tudi to uresniči, da bo ta informacija za raziskovanje ali pa samo za pregled iz radovednosti na voljo. Etnolog Janez Fajfar je velik poznavalec zgodovine, kar pa je še pomembneje, o tem zna pripovedovati vedno zanimive zgodbe, ki jih je z obiskovalci delil tudi na tokratnem odprtju. Pri pripravi razstave so nekatere zgodbe presenetile tudi njega. Ja, razne zadeve so tudi mene presenetile, lahko rečem, fotografija pokopališča med Prvo svetovno vojno, razglednica Vile Bled, medvojna, za časa okupacije in marsikakšne take majhne posebnosti, ki če ne bi toliko ljudi poznal, bi jih zelo težko tudi definiral in razrešil. Z nekaterih področji, kot sta šport in prireditve, je gradiva več. Seveda prireditve, hoteli, vile, nekaj tudi infrastrukture, ki je bila pomembna, ampak tukaj so še velike vrzeli. Zdaj upam, ker pozabljamo, da včasih je fotograf, ki je naredil fotografijo, jo je naredil v obliki razglednice, na drugi strani si mu črtice in se lahko poslal. In te so izjemno dragocene, ker res prikazujeta prav utrip enega časa. A niso samo zgradbe pa lepe pokrajine. Teh najbolj primanjkuje, da se vidi, kaj so nosili, kako so se obnašali, plesali. Razstava starih razglednic je pomemben prispevek k ohranjanju kulturne dediščine v kraju. Jaz bi rekel, da je res idealna priložnost, da tisto, kar še je, zberemo. Veliko sreče imamo, da imamo v knjižnici Damjana Muleja, ki tako dela naš arhiv in vse, in da se to tam lepo skenira, preslika in potem lahko v originalu vzameš, če ga daš, da ga imamo v zbirki, ampak glavno, da bomo mi dokument. Pesmi iz zlate dobe slovenske popevke, tudi ta festival se je rodil na Bledu, so na odprtje med obiskovalce in podobe Bleda pripeljale Jasna Cundrič, Petra Frelih, Alja Kolman in Andreja Lekše iz glasbenega centra Do Re Mi. Razstava Utrip Bleda vabi vse, ki si želijo vstopiti v časovni stroj blejske zgodovine.